Na Goričkem je čudovito, lepa dežela, vse, ampak imamo ta problem, vode ni tukaj. Mi za naše krave vozimo iz zbiralnika voda, ki smo ga zgradili pred leti. Dnevno moramo pripeljati nekje okrog 10 do 12 tisoč litrov vode. Dejansko pri taki dejavnosti z domačega vodnjaka ne gre. Voda mora biti pač kontrolirana, mora imeti narejene analize, je to pogoj. Vode ni tukaj, premalo je, odteče navzdol proti Lendavi podtalnica, mi pa nimamo. In pred 60 leti so naši predniki, očetje in tako naprej, to reševali z vaškimi vodovodi. Približno 50 takšnih sistemov je bilo, v začetku so zadoščali. Pozneje, zaradi kopalnic, pralnih strojev, višjih higienskih zahtev, je vode začelo zmanjkovati. Zato je prišlo do tega, da moramo zgraditi vodovod za celotno Goričko. Bitka je bila zelo dolga, država zapiše v ustavo, denarja pa ne da. 6 let smo se mogli prepirati z državo, z ministrstvom, pa tudi z ostalimi župani, ki bi imeli druge načrte. 12 občin Soboške upravne enote je za oskrbo s pitno vodo leta 2012 ustanovilo vodovod sistema B, ki je začel izvajati javno službo leta 2016. Oskrbujemo 84 tisoč prebivalcev, katerim na letni ravni skupaj z gospodarstvom prodajamo cirka 2 milijona 800 tisoč kubičnih metrov pitne vode. Naš kolektiv šteje 13 zaposlenih, s katerimi obvladujemo upravljanje celotnega vodovodnega sistema, samo vzdrževanje na terenu in dežurno službo pa zagotavljamo z našimi podizvajalci, to so 4 javna podjetja in 2 režijska obrata občin ustanoviteljic. Upravljamo nekaj čez 1000 km vodovodnega omrežja, po tem kriteriju spadamo med 5 največjih vodovodnih sistemov v državi. Voda se zajema iz 9 vodnih virov, od katerih so najpomembnejši Krog, Črnske meje, Fazanerija in Hraščice, skupno kapaciteto nekaj čez 250 litrov na sekundo. Poleg osnovne dejavnosti upravljanja z vodovodnim omrežjem zdaj pomagajo nosilni občini Rogašovci pri kohezijskem projektu nadgradnje obstoječega vodovoda. Že samo ime pove, da je to nadgradnja obstoječega vodovodnega sistema s ciljem, da zagotovimo vsem občanom v občinah ustanoviteljicah dostop do pitne vode, da nadgradimo obstoječi vodovodni sistem s hidravličnimi izboljšavami in novimi potrebnimi cevovodi, ter da nadgradimo obstoječe objekte na vodovodnem omrežju. Ob dolgoletnih težavah zaradi pomankanja vode se je moral na Goričkem vsak znajti po svoje. Tudi na kmetiji Perša, kjer redijo 350 glav živine. Mi za naše krave vozimo iz bližnje zbiralnika voda, ki smo ga zgradili pred leti. Dnevno moramo pripeljati nekje okrog 10 do 12 tisoč litrov vode za naše potrebe, tako da izgradnja tega vodovoda je za nas bistvenega pomena, da reši se ta problem s preskrbo s pitno vodo. Za živali in ljudi, saj morajo ponekod še vedno gasilci dovažati vodo, čeprav gospodinjstva imajo vaške zbiralnike vode. Te izviri so več ali manj površinske, ki v poletnih časih veliko pride do usihanj. Ob obilnejšem deževju pa se pogosto onesnaži z mehanskimi delci, tako da jo moramo prekuhavati in filtrirati za pitje. Vodo seveda filtrirajo tudi v vsaki pivovarni, pa vendar je razlika, kje jo jemlješ. Dejansko imamo lastno pripravo vode, tako da je voda 100% kontrolirana, ne glede iz katerega vira pride, ampak je vseeno osnovna surovina. Vstopajo okrog 90% v pivo, tako da brez nje dejansko ne gre. Novi vir nudi neomejene količine vode, ki je pri prejšnjem vodovodu kdaj pa kdaj zmanjkalo, oziroma je bilo najmanj ravno v mesecih, ko je bila poraba največja.
Vodovod sistema B upravlja 78 večjih objektov, to so vodni viri, prečrpališča, vodni zbiralniki. Od tega je samo polovica tako imenovanih pametnih, ki jih lahko upravljajo na daljavo. Druga polovica pa ni telemetrično opremljenih. V sklopu nadgradnje vodovoda sistema B bomo teh polovica objektov opremili z telemetrično komunikacijsko opremo, senzorsko opremo, programsko in strojno opremo, kar pomeni, da potem te objekte več ne bo potrebno obiskovati s terenskimi vzdrževalci, ampak bomo podatke sprejemali in obdelovali na daljavo. Primer vodnega kroga predstavljamo v tridimenzionalni animaciji. Začne se z zajemom, torej črpanjem podzemne vode na enem izmed vodnih virov in konča v pipi pri končnem porabniku. Najzmogljivejše vodno zajetje vodovodnega sistema B je vodni vir krog, ki je sestavljen iz 4 vodnjakov. Vodo črpamo s potopnimi črpalkami. S črpanjem se ustvari depresijski lijak, ki se ob večji količini črpanja poveča in tako zniža višino podtalnice v okolici vodnjaka. Načrpana voda se v glavnem vodnjaku pred izhodom preventivno dezinficira. Doziranje dezinfekcijskega sredstva je strogo nadzorovano s senzorji in spremljano na daljavo. Voda iz vodnih virov doteka po transportnem cevovodu do stolpnega vodnega zbiralnika Murska Sobota. Stolpni vodni zbiralnik Murska Sobota ima zmogljivost 600 kubičnih metrov in je namenjen uravnavanju tlaka v vodovodnem omrežju. Nihanje gladine vode v zbiralniku je odvisno od porabe vode v vodovodnem omrežju in delovanja črpalk na vodnih virih, kar uravnava in krmili telemetrični nadzorni center. Prek transportnih cevovodov pitna voda potuje po omrežju do vseh 12 občin ustanoviteljic. V sklopu projekta Nadgradnja vodovodnega omrežja sistema B rekonstruiramo in gradimo okoli 200 km cevovodov, 14 novih objektov ter nadgrajujemo 47 obstoječih objektov na vodovodnem omrežju. S tem bo zagotovljen dostop do javne oskrbe z vodo 3000 prebivalcem, ki do zdaj te možnosti niso imeli, dosežene hidravlične izboljšave na vodovodnem omrežju ter zmanjšane vodne izgube. Voda priteče do lokalnih prečrpališč, kjer črpalni agregati dvignejo tlak v omrežju na raven, potrebno za oskrbo porabnikov v posamezni tlačni coni. Od lokalnih prečrpališč potuje voda po sekundarnih cevovodih prek hišnih priključkov do končnih porabnikov. Pitna voda potuje skozi hišni vodomerni jašek, kjer se z vodomerom evidentira poraba vode vsakega porabnika. Za vodomernim jaškom pa po hišnem vodovodnem omrežju voda priteče do pipe končnega porabnika. Vsa zbrana senzorika, vse meritve se shranjuje na naših novih strešnikih in pa potem se te podatki vizualizirajo v 2 novih nadzornih centrih, ki so tudi v sklopu nadgradnje vodovoda sistema B. Na tak način se optimizirajo stroški, optimizira se odločevanje, se pravi hitrejše odločitve, boljši podatki in pa boljše vizualizacije. Torej sledimo načelu digitalizacije, optimizacije z vidikom na trajnostni rabi vode. Kljub gradbeno negotovim časom, gradnja poteka po načrtih. Končno smo uspeli, pridobili smo sredstva in zdaj smo začeli graditi, tako da sen naših očetov, to se pravi voda, pitna, zdrava, v vsako gospodinjstvo končno uresničimo. Dejansko pri taki dejavnosti z domačega vodnjaka ne gre. Zdaj novi vir bo to odpravil, vode dejansko ne bo moglo več zmanjkati. Ta voda bo končno pomenila neko odrešitev za vsakega občana iz naših krajev, da bo lahko brezskrbno, ko bo prišel domov, odpel pipo v kuhinji in bo tekla pitna voda